Igor, Evropsko prvenstvo je tu, smo pravi. Pa ja, jaz mislim, da smo pravi, da bomo, v petek bili pravi, kajti zavedamo se, kakšno srečanje je pred nami, oziroma kaj nam nosi to prvo otvoritveno, oziroma ta prva otvoritvena tekma. Tako da dobro se pripravljamo, fantje so zdravi, da dobra je atmosfera, klapica deluje tako, kot more in mislim, da lahko z optimizmom pričakujemo to prvo srečanje. Kako kapetan ocenjuje priprave? Pa ja, mislim, da smo, ne samo zdaj v tem zadnjem obdobju, ampak tudi pred tem odigrali res nekaj zelo dobrih srečanj, oziroma da smo pokazali na teh prijateljskih srečanjih, da se dvigujemo, da rastemo, da smo vsakič boljši in na teh zadnjih zaključnih pripravah pa mislim, da smo samo še dvignili raven igre oziroma vsak svojo individualno formo, da je dvignil na tisto želeno, optimalno, tako da mislim, kot sem že rekel, bistvo je, da smo vsi zdravi, da smo kompletni in mislim, da lahko se nadejamo pač enemu dobremu začetku. Kakšno je vzdušje, kako močno se čuti prvenstvo? Trema, pritisk? Pa ja, kot sem že omenil, atmosfera v ekipi je super, smo neka povezana oziroma velika družina, se družimo tudi izven igrišča, pomembnost srečanja je sigurno velika, potem pa to nosi za sabo tudi ogromen pritisk, ampak mislim, da je ta pritisk samo do tistega začetnega udarca oziroma do tistega začetnega sodnikovega žvižga, potem pa se to pozabi, tako da mi izkušenejši igralci moramo malo umiriti te mlajše oziroma jih pripraviti na to, da je to pač ena od tekem, kljub temu, da je zelo pomembno oziroma da je to veliko tekmovanje, ampak te fantje so pokazali s temi evropskimi tekmami, da lahko igrajo, da se nosijo s tem pritiskom in mislim, da so vsi iz pravega testa. Trema oziroma sigurno je neka nervoza, kajti to je nekaj normalnega, tudi jaz kot najizkušenejši igralec imam sigurno pred vsakim srečanjem tremo, to pomeni, da nosiš neko veliko odgovornost oziroma da je to nek velik privilegij, tako da mislim, da tista pozitivna trema more biti, je, tako da tudi pri meni, ampak kot sem že rekel, en drugega bomo spodbujali oziroma nosili k čim boljšim igram oziroma da bi ta pritisk se občutil čim manjši količini. Kakšna Španija nas čaka? Kaj ta Španija ima, pa prej ni imela? Kako se to vidi v igri in kdo so ključni igralci? Pa mislim, da Španija, vemo vsi, da pač je sigurno svetovna velesila, vemo, da so že vrsto let v vrhu futsala, tako da evropskega, svetovnega, mislim, da ni treba izgubljati besed o njih, oni delajo po nekem sistemu, tako da so zmeri kot kolektiv izjemno močni, morda so imeli prej posameznike, sedaj pa je to kolektiv. Težko bi, mislim, da bi nekega mogel res igralca posebej nekaj pač izpostavljati. Dejstvo je, da oni igrajo nek svoj sistem, imajo ogromno širino, to jih dela še boljše pred ostalimi ekipami, kajti pri njih se ne pozna, kdo pride not, kdo je šel ven, oziroma 4 za 4, kakorkoli to lahko obrnemo. Ampak ne vem, ne bi jaz izpostavljal nekoga posamičnega, nekega posameznika, kajti kot kolektiv so izjemno močni. In pač vemo, igrali smo že proti njim, vemo, kaj nas čaka in pač ta Španija je sigurno lačna uspehov. Vemo, da v zadnjih evropskih prvenstvih niso osvojili prvega mesta, to je sigurno dodaten motiv za njih, tako da mislim, da so na tem prvenstvu eden sigurno izmed favoritov, tako da ne vem, težko je karkoli drugega reči kot to, da so glavni favoriti oziroma eden izmed favoritov. Nam bo odgovarjalo, ker bo imela Španija več žogo v nogah? Ja, jaz mislim, da ja, zato ker mi smo ekipa, ki se zelo dobro branimo, zato ker smo zelo organizirani oziroma disciplinirani, znani smo potem, da držimo disciplino v igri in mislim, da nam to bolj odgovarja, kakor pa da bi mogli mi voditi oziroma imeti posest in veliko žogo v svojih nogah. Tako da velikokrat smo že bili v tej situaciji, da smo igrali s favoriti in da so nas
nadigravali, ampak mislim, da nam ta stil odgovarja in jaz upam, da bomo to pokazali. No, upam, da se zdaj ne motim, kar se tega tiče. Tako da imeli bomo sigurno svoje priložnosti, ki jih bomo probali izkoristiti, ne bo jih veliko, ampak tiste, ki bojo, jih bomo mogli realizirati. Tako da mislim, da tudi Španija ne bo kar tako v prvem srečanju dala vse na kocko, tako da tudi oni bojo verjetno šli od začetka malo bolj pazljivo, tako da, ampak ja, celotno gledano mislim, da nam to kar odgovarja ta vloga, ki bo na tem srečanju. Dvorana popolna, kakšno sporočilo navijačem? Pa jaz upam, da bojo bučni, da nas bojo v tistih težkih trenutkih dvignili, da nam bojo bil veter v hrbet, da bojo naš 6. igralec. Jaz verjamem v to, no, da Slovenija je že pokazala do sedaj, da smo športni narod, da znajo biti glasni in da ne bo gledališko, tako da bo res en velik spektakel. In z njihovo pomočjo sigurno nam bo lažje, sigurno bomo v določenih trenutkih dali še več od sebe, kot bi dali na neki normalni tekmi, če se lahko temu tako reče. Tako da jaz bi jih res povabil, pa ne samo na srečanje, naj prinesejo rekvizite, naj vse živo se opremijo z vsemi živimi stvarmi, no, tako da in naj ne brusijo glasilke in naj bojo naš 6. igralec. Nejc, forma je že prava? Ja. Kako ocenjuješ priprave? Jaz mislim, da smo se res dobro pripravili. Zdaj pač v mislih imamo samo Španijo in nič drugega. Izpilili smo obrambo, prekinitve in mislim, da lahko gremo z optimizmom proti Španiji. Kakšni so bili streli Ukrajincev? Nevarni. Kje so še rezerve po tekmi z Ukrajino? Mogoče fokus pri prekinitvah, sploh v drugem polčasu. Nekako do zdaj smo dokazali, da vedno prvi polčas z lahkoto zdržimo ta pritisk nasprotnike, recimo tudi portugalske, potem pa v drugem polčasu nam malo pade koncentracija in lahko nas to stane potem tudi na koncu rezultata. Kako se dopolnjujete z Markom Pečkom? Ja, jaz pa Marko se zelo dobro razumeva, pomagava en drugmu in mislim, da en drugega delava boljšega. No. Kakšne vaje pripravil trener Ivan Bratič za vratarje? Bom rekel, da tiste pol ure, ki imamo na treningu, da kar trpiva. No, tako da. Kako se veselite evropskega prvenstva in prve tekme? Ko mi čakam. Ko smo slišali, pač, da bo polna dvorana, to je nekaj najlepšega, kar se te lahko zgodi. Tako da jaz mislim, da bomo mi kot ekipa dvignili publiko, no, da bojo še bolj glasni in da bo to res glasno. Ste že preučili Špance? Kakšni so njihovi streli, od kje je obžala največja nevarnost? Ja, smo preučili. Jaz mislim, da bo najbolj nevarno iz prekinitev, čeprav imajo vse. Se pravi, igro 1-1, dobre pivote, tako da jaz mislim, da bo izpovsod nevarno, ampak za Slovenijo to ni problem. Kako se vratar sploh pripravlja na tako tekmo? Koliko video pregleda? Jaz sam od sebe kar gledam, mislim, zdaj ne bom rekel, da tekam, ampak kakšne highlights od posameznih igralcev pogledam, najbolj pivoti, kako se odkrivajo, kako zaključujejo. Pa pol pogovarjam se z izkušenimi igralci malo, pa skupaj analiziramo. Kako pomembne bodo polne stolice za naše reprezentanco? Ja, tako kot sem že rekel, da če bi igrali pred praznimi tribunami, to ne bi bilo to, ne. Če bi imeli recimo proti Ukrajini polno dvorano, ne vem, če nas bi zmagali, ker v teh ključnih momentih, ko si ti malo bolj utrujen, te publika dvigne in daš še ti zadnji atom od sebe in to je to. Kaj bi sporočili navijačem v dvorani, pred televizijskimi zasloni, svojim domačimi? Ja, mi bomo pustili srce na igrišču, vse bomo dali, da na za ston prišli, vi pa prosim, bote zelo glasni in bote na 6. igralec. Evropsko prvenstvo je tu, smo pravi? Ja, seveda smo pravi, moramo biti pravi. No. Kakšno je vzdušje, kako močno se čuti prvenstvo? Vzdušje je super v ekipi, res se dobro razumemo. Sem ful vesel, da je tako. No. In ko mi čakamo to Evropsko prvenstvo, ker imamo neke svoje cilje, ki smo si jih zadali in mislim, da nam lahko uspe. Lahko cilje delite z nami? Molim? Lahko cilje delite z nami? Cilje? Ne bom delil z vami. Kako ocenjujete priprave? Kakšni so bili Ukrajinci?
Priprave, Ukrajinci res dobra tekma za pripravo na Španijo, ker so to nek podoben nivo, če ne celo isti. In mislim, da smo na tej tekmi videli, kaj nam mogoče še manjka, kje smo v redu, kaj moramo še potrenirati na treningih in da bomo zdaj do Španije, smo že, pa še malo bomo na 2 treningih popravili. Kaj ti pomeni prvi nastop na Evropskem? To je verjetno želja vsakega, ki se začne ukvarjati z nekim športom, da pride do reprezentance v tem športu. In potem, ko prideš še do tega, da nastopiš na Evropskem prvenstvu in še posebej doma, je to verjetno neka čast, ki je težko razložiti. In zato sem res vesel, da sem del tega in da sem tukaj. Če pogledamo zadnje Evropsko prvenstvo v Sloveniji 2018, kje si ga spremljal, si bil na tekmah? Bil sem na 2 tekmah, eno tekmo Slovenije sem pogledal in pa finale. Kako boš lahko pomagal Sloveniji? Kaj od tebe pričakuje selektor? Pričakuje verjetno, da dam vse od sebe v obrambi, potem pa, če se znajdemo priložnosti v napadu, da iz neke pol šanse zabijam gol. To je verjetno to. Kako težka tekma nas čaka v petek? Ja, verjetno ena od težjih tekem, čeprav na Evropskem bojo vse težke, vse reprezentance so dobre, ampak mi gremo v to tekmo po zmago, tako kot vse ostalo. Kakšna Španija nas čaka? Španija verjetno še ne v najboljši formi, če gledamo, da te reprezentance stopnjujejo formo, ampak mislim, da je to vse tako, kot vemo, ena najboljših reprezentanc v Evropi in v svetu in mislim, da bo zahtevna tekma. Sporočilo navijačem v dvorani, doma pred televizijskimi zasloni? Da bomo mi igralci dali na terenu vse in da če bojo to opazili, da upamo, da bojo dali vse od sebe tudi oni na tribunah in da bojo glasno navijali in nas spodbujali.